Pozdravljeni, tu Blaž, danes pa bom govoril o čustvu zamere in o tem, kako na splošno čustva niso nekaj, kar bi nam pomagalo pri tem, da smo v življenju učinkoviti. Če pogledamo kar konkretno na primeru tega čustva zamere, kdaj si sploh ljudje ustvarimo zamero? Kako sploh pride do tega, da čutimo do nekoga zamero? Seveda za to je lahko več razlogov, ampak v osnovi gre predvsem za to, da nekdo drug nekaj stori, za kar mi dojamemo, da je nam v škodo, ali pa nekdo naredi neko dejanje, ki dejansko je pač nam v škodo, ali pa zaradi katerega mi dojamemo, da je nam bila storjena škoda. In pri tem doživimo neko čustvo, ob tem si ustvarimo že neko čustvo, recimo manjvrednosti, jeze, občutka nemoči ali kaj podobnega. In potem za to čustvo ali pa za ta čustva, ki si jih ustvarjamo, ob tem okrivimo nekoga drugega. Torej to osebo, kateri zamerimo. Potem to je v bistvu zamera. Ko mi obtožimo neko drugo osebo za naša lastna čustva. Hkrati pa seveda tudi za neka dejanja, ki jih je ta oseba povzročila. Ampak mi ne bi si ustvarili tega čustva zamere, če si ne bi ob tem najprej ustvarili čustva. Torej, mi ne moremo nekomu nekaj zameriti, brez da bi ob tem si ustvarili čustvo. Ker sama zamera je čustvo, ki si ga ustvarimo na tak način, da nekoga drugega obtožimo za naša lastna čustva. Seveda mi v osnovi to ne dojemamo tako. Mi dojemamo najprej, da nekoga drugega obtožimo, da je nekaj naredil, da je naredil neko dejanje, in da zaradi tega mi zdaj njemu zamerimo. Ampak ko smo samo iskreni in raziščemo naš vzorec, naše čustvo zamere, potem ugotovimo, da mi dejansko zamerimo nekomu naša lastna čustva, kar je absurd, zato ker smo si ta čustva nemoči, manjvrednosti, prikrajšanosti in podobno sami ustvarili. In zato se temu reče projekcija, kar pomeni, da to čustvo zamere mi projiciramo na neko drugo osebo, kar pomeni pač to, da drugo osebo obtožimo lastnega čustva. Torej, mislimo si, da je oseba X kriva za to, da se mi tako počutimo, kot se počutimo. Recimo, če imamo konkreten primer, recimo, da zamerimo nekomu, da nas je užalil. Se pravi, enkrat smo se z nekom pogovarjali, s prijateljem recimo, in je ta izrekel nekaj takega, da smo se mi ob tem počutili manj vredne. Recimo. In potem, torej, začetek tega je to, da smo si mi ustvarili občutek manj vrednosti ob tem, ko smo slišali besede, ki jih je ta človek izrekel. In potem, ker nočemo sami sprejeti odgovornosti ali pa ker niti ne vemo, ne znamo, ker nismo bili pozorni niti na to, da smo si sami to čustvo manj vrednosti ustvarili, potem avtomatično obtožimo tega človeka, prijatelja recimo, kogarkoli, da je on kriv za to, da smo se mi ustvarili to čustvo manj vrednosti. In potem seveda v svojih mislih njega okrivimo za to in mu posledično lahko tudi zamerimo. Kar pomeni, da to krivdo ne vzamemo samo kot nekaj momentarnega, nekaj, kar smo v tistem trenutku pač naredili, se pravi, nismo samo v enem trenutku obtožili tega človeka za ta naš občutek, ampak ga neprestano, nenehno krivimo še naprej za to našo lastno čustvo manj vrednosti. Čeprav mi si mislimo, da je on povzročil to naše čustvo manj vrednosti in da je on kriv za to, da se mi tako počutimo.
V resnici smo si pa to čustvo manj vrednosti sami ustvarili. In torej, ko mi to zamera, torej vedno traja del časa. Zamera je čustvo, ki se vleče in vleče kar naprej. Ne? In zato je pač zamera nastane takrat, ko mi nekoga drugega najprej obtožimo, da je v nas povzročil neko čustvo in potem to obtožbo vlečemo in kar naprej se zavedamo te obtožbe do te osebe in potem vlečemo zamero, pravimo. Ne? Ampak, če pogledamo zdaj na primeru te zamere, ne, ali je ta zamera, to čustvo zamere, nekaj, kar nam osebno koristi. Je to čustvo zamere nekaj, kar nam pomaga v življenju, nekaj, nekaj zaradi česar smo boljši, smo bolj, je ta zamera nekaj, kar reši naše probleme v življenju, recimo. Če smo samo iskreni, lahko vidimo, da ne. Zakaj? Zato, ker dejansko kuhanje zamere, ne, kot temu pravimo, zahteva veliko energije in zahteva veliko razmišljanja. Kadarkoli razmišljamo, kadarkoli si ustvarjamo čustva v telesu, to zahteva neko energijo od nas. In bolj intenzivno, kot razmišljamo, bolj intenzivna čustva, kot si ustvarjamo, bolj črpamo to našo življenjsko energijo iz telesa in bolj samega sebe dejansko uničujemo s tem, v bistvu. Zato, ker samega sebe obremenjujemo s čustvi. Ne? Vsako čustvo je dejansko obremenjujoče za telo, ker iz telesa črpa fizično energijo, ki jo telo proizvaja. Tako da, kot lahko vidimo na tem primeru zamere, recimo je to neko čustvo, ki vsekakor ne pripomore k temu, da bi mi kot človek bili v življenju bolj učinkoviti. Torej, zakaj si sploh to čustvo ljudje ustvarjamo? Zakaj si čustvo zamere ljudje ustvarjamo? Zakaj se tako malo ljudi sploh vpraša kaj takega? Zakaj je sploh potrebno, zakaj bi si sploh ljudje ustvarjali zamero ali pa katerokoli dejansko drugo čustvo, če pa lahko ugotovimo, da nam to ne koristi? Zdaj, ker kakšne so posledice tega, da kuhamo zamero? Recimo, vedno, ko vidimo tega človeka, se najprej spomnimo na to zamero. Aha, ti si ta, ki je v meni spodbudil to čustvo, ki ga jaz nočem, ne? Si mislimo, recimo, približno nekaj takega, ne? Odvisno od tega, koliko se zavedamo koliko smo samo iskreni, torej koliko se zavedamo lastnih misli, lastnih čustev in tega, kako smo jih ustvarili. Ampak v resnici se nekaj takega dogaja v nas, ne? Ko vidimo tega človeka, do katerega kuhamo zamero, da se dejansko te zamere spomnimo in potem se nočemo recimo z njim pogovarjati. Se hočemo te osebe izogibati, ne? Ker jo krivimo za to, da se mi slabo počutimo ob njej, ali pa zato, da je enkrat v preteklosti naredila nekaj, kar smo mi dojeli kot nekaj, kar je za nas slabo, zato ker smo se ob tem počutili manj vredno, recimo. Ker smo ob tem doživeli neko čustvo, ki ga nočemo doživljati. Ne? In posledica tega je potem, da se moramo tega človeka ali pa hočemo izogibati, ne? In da vedno, kadar ga srečamo, se počutimo, čutimo to zamero do tega človeka in se zato slabo počutimo, ker čustvo zamere je zelo negativno čustvo, ki je zelo neprijetno in nam pač otežuje normalno življenje. Nam jemlje pozornost od realnosti, od drugih stvari, recimo, ki bi jih želeli početi. Tako da to je recimo posledica, očitna posledica tega, da kuhamo zamero do nekega človeka. Ne? Ampak ljudje še zmeraj to počnemo. Vsi ljudje to počnemo včasih, eni bolj, drugi manj, ampak vsi imamo ta impuls, da nekomu nekaj zamerimo. In to je to problem, ne? Zakaj ljudje to počnemo, če je pa tako jasno in očitno, da nam to ne koristi. Torej, to počnemo enostavno zato, ker se ne zavedamo lastnih misli in lastne moči pri tem, da ustvarjamo lastna čustva. Ker ljudje enostavno večino časa delujemo zelo avtomatično, kot živi roboti, enostavno sploh ne zaznamo takoj in ne vemo, da smo
nekomu nekaj zamerili. Ne. Enostavno privzamemo te misli, s katerimi ustvarjamo to zamero in ta čustva posledična, torej čustvo zamere, ki si ga ob tem ustvarjamo, enostavno privzamemo kot nekaj samoumevnega. Sploh se ne vprašamo, je smiselno, da zdaj to razmišljamo, je smiselno, da temu človeku zamerimo, je smiselno, da si ustvarimo to čustvo zamere do tega človeka, nam to koristi. Ne. Skoraj nikoli se tega ne vprašamo. In zato enostavno sprejmemo te misli, ta miselni vzorec, to čustveno reakcijo, sprejmemo zamero in zamerimo. In to je zelo smešno tako in žalostno v bistvu in nepotrebno. Tako da skozi življenje si ustvarjamo razna čustva, ne samo čustvo zamere. To je zgolj en primer, s katerim sem nakazal, kako ljudje delujemo, ampak ustvarjamo si vse sorte, žalost, depresijo, želje, razne občutke, manj vrednosti, več vrednosti, strahove, poželenja in tako naprej in tako naprej. In to večinoma počnemo zelo avtomatično, sploh se tega ne zavedamo. Ne. Zato bi pač vas rad zainteresiral za to in vam povedal, da dejansko lahko se ljudje sami odločamo, katera čustva si bomo ustvarili. Ne. In ko spoznamo dejansko to, kako si ljudje z lastnimi mislimi ustvarjamo lastna čustva, potem se zelo osvobodimo samega sebe, zato ker lahko dejansko se začnemo ustvarjati, samega sebe ustvarjati takšnega, kot si želimo. Torej, začnemo samo iskreno opazovati, katera čustva si ustvarjamo v telesu. Ne? In potem gledamo, a so ta čustva koristna, nam pripomorejo, smo ob teh čustvih bolj učinkoviti pri tem, kar delamo. Ne? Nam čustva pomagajo dosegati cilje, smo ob čustvih bolj stabilni, smo bolj srečni, zato ker imamo čustva in tako naprej. Kaj sploh to je? Kaj to sploh pomeni biti srečna? To pomeni, da smo čustveno euforični ali je to kaj drugega? Ne? Tako da priporočam vam, da si zastavljate takšno vprašanje, da uporabljate tudi dnevnik, v katerem v samoiskrenosti opazujete samega sebe, svoje misli, svoje čustva, tako da si jih izpisujete. In če želite res biti učinkoviti pri tem, da postanete kreator samega sebe, torej da ne boste več podrejeni svojim čustvom, kot je zamera, recimo, in jeza in karkoli drugega, in da boste bolj samodirektivni, da boste znali se sami odločati, kdaj si ustvariti kakšno čustvo in zakaj. Se pravi, da boste znali sam svoj sam svoje misli in sam svoje čustva uporabljati in ustvarjati na tak način, da bojo vam v največjo podporo, pa ne samo vam, ampak tudi vsem drugim okrog vas. Potem vam predlagam, da si pogledate tudi brezplačen spletni tečaj DIP Light, se pravi DIP Light, lit.com, bom dal pod video link, pa si lahko gledate, ki je v bistvu brezplačen tečaj v angleščini, v katerem boste spoznali ta orodja, kako si lahko pomagamo spoznati naš lasten naše misli, naše čustva in kako si jih ustvarjamo in kako potem posledično lahko postanemo za uporabo določenih orodij, kot so samoiskrenost in samoodpuščanje, veliko bolj učinkovit in samodirektiven človek, ki se ne več podreja tem čustvom, ampak se sam usmerja. Ne? In to že jaz delam vrsto let in sem zelo vesel dejansko, da sem to odkril, da sem to spoznal, da so mi tudi drugi to pokazali in da zdaj znam uporabljati ta orodja, kot so samoodpuščanje recimo in samoiskrenost in tako naprej. Tako da to je za danes vse in se vidimo naslednjič. Lep pozdrav!